Prva hitrostna preizkušnja po cesti na Krim, dobro znana ljubiteljem relija. Franz Wittmann je začel 15. reli Saturnus. Letos se je po 2-letnem premoru spet vrnil k reliju s Toyoto Celico 4WD. To je avto, s katerim je lani jeseni Carlos Sainz tekmoval na RSI reliju v Angliji za svetovno prvenstvo. Raimund Baumschlager z Golfom G60 je tovarniški voznik Volkswagna, edini tovarniški voznik v letošnji sezoni. Njegov program nastopov pa so reliji za avstrijsko prvenstvo, tako da je prišel tudi na reli Saturnus. Brane Kizmič v letošnji sezoni z Renaultom Clio 16V. To je bil njegov edini nastop na tem reliju, kajti že na koncu te hitrostne preizkušnje, prve hitrostne preizkušnje, je odpovedal zobati Jermen in reli je bil za Braneta končan. Goran Popović iz Zagreba v letošnji sezoni tekmuje s Fordom Sierra Cosworth skupine N. Njegova vožnja na videz ni atraktivna, toda njegovi časi so bili kar solidni. Vsekakor pa iz hitrostne preizkušnje v preizkušnjo boljši. Roman Jernejc s Peugeotom 309 GTI 16V. Toyota Celica je zgolj za trening. Jernejc je pred relijem temeljito pripravil svoj avto, odpravili so napake z Mazde relija, ko so imeli težave z elektroniko. Anton Grum z Lancia Delto Integrale skupine A. Upal je, da bo imel več sreče kot na uvodnem reliju sezone. Na koncu so se njegova pričakovanja uresničila. Vojko Podobnik se je spet vrnil k reliju z BMW M3. To je nekdanji Lulikov avto. Podobnik pa je dokazal, da še ni pozabil voziti avtomobila z zadnjim pogonom. Tako bi ga tudi, ko pa je navduševal s Porschejem 911, s katerim je bil tudi jugoslovanski prvak. Eden izmed ljubljencev občinstva, Slavko Komel z Oplom Kadetom GSI 16V skupine A, je zelo odločno začel reli, hitro, brezkompromisno. Aleš Črnivec z Lancia Delto Integrale, slovensko zastavico na strehi. To je že nekako njegov zaščitni znak. Tudi njegova pričakovanja pred reljem so bila velika. In že na tej hitrostni preizkušnji se je izkazalo, da bo boj med najboljšimi slovenskimi tekmovalci zelo hud. Darko Peljhan, zmagovalec uvodnega relija, je tudi veliko pričakoval od relija Saturnus. Tudi on je začel hitro, tako da so bili najboljši Slovenci po prvi hitrostni preizkušnji zelo blizu. Delilo jih je le nekaj sekund. Miha Richter z Mazdo 323 4WD. Miha je v zadnjem času zelo aktiven. Sodeloval je tudi na hitrostni dirki v Mariboru na letališču. Tudi njegova specialnost je vendarle reli. Tu eden izmed tujih tekmovalcev, Jindrik Štolfa, Škodov favorit 136L. Štolfa je eden najboljših voznikov Škode, čeprav ni član tovarniškega moštva, vendar pa ima avto, ki je pripravljen v tovarni. Številko 35, Miroslav Grad. Popravil je avto, ki ga je razbil na Mazda reliju. Toda postal je nekoliko bolj previden, pač nesreča naredi svoje. Stojan Pirjevec z Alfa 75 Turbo.
To je avto, ki ni najbolj primeren za takle zahteven makadam, kot je na Krim. Seveda pa drugi dan je asfalt in Pirjevec je upal, da se bo prebil do tja. To pa je bil tudi uvodni nastop Opla Astre GSI 16V na slovenskih cestah, na športnih tekmovanjih. No in tu smo na drugem Krimu, na četrti hitrostni preizkušnji, drugič na Krim. Vmes je začelo deževati, tako da so imeli tekmovalci kar nekaj težav. Še prej, pred to hitrostno preizkušnjo so tekmovalci odpeljali Hrušico in pa preizkušnjo v Stanežičah. Raimund Baumschlager se je zelo trudil, bil je najhitrejši na vseh hitrostnih preizkušnjah prvega dela na makadamu. Njegov golf je deloval odlično. Wittmann pa se je pritoževal, da podvozje ni bilo najbolj primerno za nastop na makadamskih cestah. Roman Jernejc s svojim Peugeotem je bil hiter. Seveda pa je imel to pomanjkljivost, da ima Peugeot le pogon na prednji kolesi. Anton Grum je na Hrušici že dobro predelal svoj avto, predvsem prednji del. Tudi v Stanežičah je imel nekaj težav z gramozom. Sicer pa gramos je njegovo poklicno pravilo, saj ima betonarno, tako da so zlobni gledalci pripomnili, da kdo bo šel v pesek, če ne Grum. Vojko Podobnik s BMW-jem. Avto je še cel, Podobnik pa kar dobro na poti. No, čim je precej gledalcev, je Podobnik želel pokazati vse, kaj zna. Aleš Črnivec. Na cesti je vse več vode, vendar to pomeni le nekaj bolj spolzko cesto, vendar pa tako narezane gume, kot jih tekmovalci uporabljajo na makadamskih cestah, nimajo prevelikih težav z lužami. Darko Peljhan, tukaj ga vidimo zadnjič, kajti na tretjem Krimu je ta njegov golf zgorel. Prednji del je popolnoma uničen, požgala se je električna napeljava in Darko bo moral poiskati nov avto za nastop v nadaljevanju sezone. Tudi Miha Richter je imel že velike težave na Hrušici, tudi on se je boril z elektriko. Varovalke so odpovedale in preden je Miha popravil avto, je preteklo veliko dragocenih minut. Miroslav Grah je bil eden tistih, ki so začeli bolj počasi, previdno, kajti še eno nesrečo bi bila zanj vendarle preveč. Stojan Pirjevec tudi ni prišel do konca prvega dela, kajti v nadaljevanju te hitrostne preizkušnje je odpovedalo podvozje oziroma obesa kolesa in Alfa je obstala za cesto. Tomaš Jemc je imel več sreče, njegova Mazda je delovala brezhibno in Tomaš je svojo zanesljivo vožnjo, pa tudi dovolj hitro napovedal boj za visoko uvrstitev. Vojko Kočevar je imel nasprotnike pred seboj, tako da je lahko kontroliral položaj. Jemc je bil eden izmed njegovih tekmecev. No in tu smo na tretjem Krimu, ki je potekal po noči. Vendar pa vsi tekmovalci te hitrostne preizkušnje niso prevozili, kajti ko je zagorel Peljhanov golf, so hitrostno preizkušnjo prekinili, da so lahko prišli gasilci do avtomobila.
tako da so vsi tekmovalci, ki so štartali za Pelhanom, to hitrostno preizkušnjo prevozili v normalni vožnji, vsi pa so dobili enak čas. Poglejmo še razvrstitev po prvem delu relija Saturnus po hitrostnih preizkušnjah na Makadamu. V vodstvu je bil Raimund Baumschlager s časom 55 minut in 21 sekund, Franz Wittmann je zaostajal 39 sekund, Walter Mayer s Fordom je bil zadaj že 4 minute in 7 sekund, torej v boju za prvo mesto sta bila le še dva. Četrti je bil Johann Schachinger z Mazdo 3x3, zaostanek 4 minute in 17 sekund, peti je bil Jörg Ramsauer z Lancia, zaostanek 4 minute in 43,